Zaposlitveni sejmi so v evropskem prostoru učinkovita oblika medsebojnega sodelovanja delodajalcev in iskalcev dela. Tega se zaveda tudi Martina Fatorič, ki je prišla na sejem dobro pripravljena. Važno je prikazati neko željo za zaposlitev, samozavest, prinesti življenjepis za sabo. Sem že šla do Cimosa, ker vem, da v proizvodnji iščejo delavce. To je zdaj druga postajanka, bom pa se še ostavila še marsikje. Nekateri delodajalci imajo s sejmom dobre izkušnje in tudi tokrat so se vabilu odzvali z jasnimi pričakovanji. Mi smo proizvodno podjetje in iščemo nastavljalce strojev in naprav, mehatronike in orodjarje. Tudi lani smo bili na tem sejmu in smo v bistvu tudi na sejmu spoznali kar nekaj ljudi, ki smo jih potem tudi zaposlili. Nas zanimajo predvsem strojniški poklici, inženirji in pa strojni tehniki kot taki. Smo sodelovali lani in tudi zaposlili. Na Zavodu za zaposlovanje ne svetujejo le brezposelnim, ampak tudi delodajalcem. Posebno pozornost pa namenjajo tudi razvijanju podjetniške miselnosti pri iskalcih dela. Da se bojo znali boljše predstaviti, prepoznati lastne kompetence, svoje potencijale, izkoristiti priložnosti v okolju ter se povezovati za uresničevanje svojih ciljev. Tudi sosednja Italija se utepa težav zaradi brezposelnosti. Ta se je pri njih iz 6% povzpela na 12%. Zato ne preseneča, da iščejo delo tudi pri nas. Ob začetku gospodarske krize je bilo pri nas zaposlenih 100 Italijanov, zdaj jih je 511. Slovencev v Furlaniji Julijski krajini pa je zaposlenih 3500. Še več bi jih bilo, če bi obe državi prilagodili davčno zakonodajo.